da jaz. O, Bled, prekrasen si. Sem ugotovil, da sem hrano pozabil, pa dobro, da ima Luka rezerve. Živo, živo, jaz sem Luka. Jaz sem Peter in tole je Kanal v naravo. Danes sem v Bohinju in pičeva na sneg. Prečkava Savico in zelo kmalu tudi zagrizeva v komarčo. Preden se bo mogoče čisto napolno zadihava, pa še poveva, kam so namenjena. Štart pod Savico, pa vzpon čez Komarčo do Črnega jezera, nadaljuje pot naprej proti Dvojnemu jezeru, tam se odločiva, greva čisto do Prehodavcev, pa se pol tam nazaj vračava proti planini pri jezeru pa Stari Fužini, ali pa že pri Dvojnem jezeru zavijeva čez Štapce pa nazaj. Gre pa na Staro Fužino, pa pol ob jezeru nazaj, pa če bo v kaj se greta, pa če bo prijetna temperatura, se še malo kopava. A je tako, Luka? Ja, tako da poleg kaj plov, imava sabo tudi kopalke. Ja, tudi to imava sabo. Poleg krpelj, cepina pa dres. Komarče naredi svoje in midva sta že ogreta. Napredujeva in sva že prišla do skale, oziroma stene, kjer ko je dež ali pa podežju, tukaj pada slap. Midva pa kar gor. So pa z Lukatom ugotovila, da ni še šel čez Komarčo gor, tako da bo danes tudi kakšno stvar v Komarči več povedal. Med drugim tudi, ko se do izvira Savice pride, pa take stvari, ki sem jih že v kar dveh ali pa treh vidih že povedal, pa jih bom danes ponovil, tako da ostanite zraven. Prihajava že do drugega razpotja, prvega nisem posnel, ker sploh še nisem šel. Po prvem priješ pod slap Savico, sicer na drugo stran. Tukaj pa vidite, da je kao zaprta pot, ampak to je bilo čas markirana pot do izvira Savice. Se pravi, priješ nad slap Savico, sem to tudi že posnel v enem ali pa dveh videih. Pa bo ta dva videa bosta v opisu, pa pogledajte, no, glavnem, do izvira Savice se prije, ta spodnja razpotje, priješ pa pod Savico, ampak še nisem šel, no. Midva pa? Naprej, proti Komarči. Ne, so že na Komarči, oziroma tole Komarča. Drugače pa Komarča pomeni podrta smreka, oziroma drevo, ki ga uporabljaš pol za lojtro, da lahko plezaš po zelo strmem delu, no. Tako so me Bohinjci podučili. In zdaj so midva v tem delu. Kot rečeno je Luka tukaj prvič, tako da si je zaželel iti do izvira Savice. In kdo sem jaz, da rečem ne. Velika zlomka, je pa izvir suh. Ko izgleda tudi visokega slapu sploh ni. Sem tam mal. Sem pa prvič le
da ni vode. Enkrat sem pa že videl slap, da ni bilo slaputa, vezga, no. Da je bil sem tam malo pramen. No, glavnem, tukaj dol, tamle čez se vidi streha une hiške, kjer je razgledišče. Tukaj dol je pa 78 metrov visok slap Savica. Tudi Luka se je vprašal, zakaj je ta pot sploh zaprta. Tudi jaz ne vem, ampak par let nazaj so dali predlog, da bi to pa še eno pot tlele okoli zaprli. Se je naše planinsko društvo hotelo javiti, da prevzame urejanje teh poti, pa so kar mimo, tako po hitrem postopku so kar zaprli, da ne bi tlele žabari neki rihtali. Ja, je pa zdajle mesec marc. V slovenščini veste, kakšno je slovensko ime za ta mesec? Sušec. To ni čudno, da ni nič vode, da je suša. Drugače sem bil dol malo presenečen, ko sem prišel na parkirišče in se je rampa kar sama odprla. Tako da bom imela zastonj parkirnino. Je pa tudi treba pohvaliti, tole od spodaj je v lastništvu cerkveno. In pozimi je parkirnina, kolikor vem, je 3 evre. Tako da to je zelo pohvalno. Polet pa, če se ne motim, je 10 na dan. Kar sicer ni malo, ampak za bohinjske razmere je to zelo malo. In sem kar navdušen nad tem, da so cerkvena parkirišča cenejša pa državna oziroma občinska. Hotel sem to navezati na to, da sem razmišljal, da je na poti nazaj od izvira, koliko zaračunajo za ogled Savice zdaj, ker ni 78 visok, ampak je, ne vem koliko, 25 nekaj takega. In verjetno je tudi zato parkirišče zastonj, ker ni slapu. Ne vem, ugibam, no. Vem pa ne. Komarče je drugače markirana kot zahtevna planinska pot. Na mestih je kar precej izpostavljena in predvsem na spustih, tisti, ki imajo zelo teleče noge, zmatrane, se pravi na spustu, zna biti kar precej nevarna. Ali pa v kakšnih spolzkih razmerah je le hiter nesreča. Drugače pa meni tale vzpon, oziroma ta pot zelo spominja na Sotesko pekel, ki je nama z Lukatom bolj domača kot pa tale vzpon. Luka je šel nazaj proti izviru, ker je tam rokavice pozabil, ker se je čevlje zavezoval. Tako da jaz lahko malo uživam v razgledu. Tukaj pod nami je izhodišče, desno gor je Komna, tukaj prihajamo pa zdaj proti Voglu. Tako kot sem omenil, pot je markirana kot zahtevna, kar pomeni, da ima tudi neki klin, skop in jeklenic. V tej luknji je bil čas tale klin. Glih zaradi takih in podobnih stvari, ki jih naredi seveda zima in zob časa, je naloga markacistov, da vsako pomlad pregledamo naše markirane poti, se pravi tiste poti, ki jih ureja naše matično planinsko društvo, v mojem primeru Borovnica, po Lukatovem tudi. Tole pot, če se ne motim, ima pa čez PD Matica,
Komarče je pa znana med drugim tudi po takih razgledih. Kako je lepo je. Tega mesta verjetno nam nikoli pozabil. Enkrat so se, že 20 let nazaj, ali pa 15, so se z Gregatom vračala iz Dvojnega jezera in začeli na vrh Komarče deževati. In tako, kot ponovadi turisti nama kar naproti. In so prav čisto na vrh Komarče srečala 3 Nizozemce z marelom. Tukaj po telim, ne vem, če se vidite, malo strehce, sta se pa skrivala 2 Čeha, eden je imel obute tevice, se pravi, ni imel zaprtih čevljev, kar je še posebej v dežju zoprna zadeva, ker ti začne pod plat drseti, ne. Ko se v hribih vidiš. So se pa glih prej z Lukom pogovarjala, da je problem teh, evo, tamle spodaj ga že vidim, je že lovi. Problem teh turistov, predvsem iz zahodnih držav, pa rečemo ta Litva, Latvija, Nizozemska, Belgija, ki so bolj ravne države, da oni ne gledajo poti po dolžini, ne, po urah hoje, ampak po kilometrih. In pridejo na primer iz Bohinja, se do Savice sprehodijo in piše, da bi rekel, tam iz Ribčev Golaza 5 kilometrov, pridejo do sem, pa pogleda pa vidi Dvojno jezero, kaj sem še 3 kilometre stran, ne. Samo da iz Savice, iz Ribčev Golaza do sem ni skoraj nič vzpona, tukaj je pa tavžent višincev, ne, pa Komarča vmes pa vremenske neprilike, pa vse to. Tako da tudi zaradi tega je pri nas v hribih toliko reševanj in tega, ker predvsem turisti, pa tudi seveda tudi Slovenci, marsikdo, predvsem svoje zmožnosti oziroma poceni zahtevnost ture. Evo ga, hitri vlak prihaja na drugi tir. A je slučajno že voda začela teči, Savica? Ne, ni še. A bi šel zdaj ti pogledati? Ja, ne. Jaz sem se to že naučil, ker sem ključe pozabljal na kovcah. Ful lepa pot drugače. Ja, ne, podoben kot Peklo, ne. Ja, mogoče, jaz bi se rekel, da lažji. Ja, zdajle prije, tamle so pa gamsi. Zdajle prije še en tak del. Mislim pa, svaka zelo lepa pot, mislim, Ja. unim, ki so jo delali, bravo. Ja. Tukaj z ovinkom je pa tudi del, kjer teče voda, kadar je veliko dežja in pol ta voda je spodaj seveda tisti slap, ki sem ga prej pokazal. Je pa tukaj ob visoki vodi praktično nemogoče suho stati, kar se čevljev tiče, sploh če nimate gojzarjev. Ker 1-2 koraka je kar treba narediti po točku. Bo vsak čas na vrh Komarče, ker Črno jezero je, mislim, da okoli 1250–1300 metrov visoko. Evo, lih pravim Petru, da je toplo, ki strela, vse zadrke imamo odprte. Ja. Čakaj, malo se staviš, da prvič z nekom hodam, ki ima hlače v naravo. Seveda, made by Leni. Pa so na vrh Komarče. Pod nama izhodišče. Tukaj v tej luknji dol je slab Savica. Dom na Komni je nekaj v tej smeri. Vic je pa tamle, ta desen je Tolminski kuk, ta naravnost je Podrta gora, pa pol naprej. Tamle Vogo. Tam ne, tukaj je Vogo.
Tole gor. Pa šija, smučišče v Vogu, Rodica, pa naprej proti Črni prsti. Spodaj pa Bohinj, ne. Oziroma, da naj Bohinjci jezni, to vse je Bohinj, no. Spodaj je pa Bohinjska dolina. Tako kot je Luka rekel, sem imela do zdajle pravo pomladansko turo, je pa tukaj bova samo za ovink prišla, pa po mojem pa prav tako na še orenkornih zima. Marec je še zmeraj mesec, ko kraljuje zima v hribih. Tudi april pa maj. Oba sva glih rokavice pospravila, zdaj pa ugotavljava, da je prav hladno začel pihati. Tako da treba zgleda in kapo in rokavice spet nazaj gor dati. Ja, tukaj je prvi sneg. Tukaj bo pa zdaj, prav z tem ovinkom bo pa zima. Prihaja pa, ko bi v zmrzovalnik prihajala. Ja, tale smreka, podrta smreka, vhod v zimo. In zdaj se mislim, da do večino dneva ali pa skoraj cel dan se ne bo snega znebila. Kot lahko vidite, so oba nazaj v zimskih oblačilih. Črno jezero. Če bi šla tamle po markirani poti, bi zdajle prišla do razpotja, kjer se lahko desno odcepimo proti planini Viševnik, pa ostalim bohinjskim planinam, tlele pod Pršivcem, pa tudi na Pršivc, krasno razgledišče, tako da se lahko tudi krožno turo dela Bohinj, se pravi, kaj sem Stara Fužina, Savica, Komarča, Črno jezero, Pršivc, pa nazaj dol. Lukata pa zanima, zakaj je Črno jezero, kaj je danes belo. To je pa čista romantika. Zdaj, ko vidite, se nama nič ne udira in tudi plan je bil tak, da prvi del dneva bo hodila brez krpelj, pa bomo pa videli, če so začeli predirati, krpe dava gor, če ne pa kar tako nadaljujemo. Tele markacije, kakor vem, še niso ta pravi, pa grejo proti Komni. Najina markirna pot je še malo višji. Zadnji pogled na Črno jezero, pa grejo proti Dvojnemu. Do tega pa mislim, da dobro urco. Torej, kar spodaj, še malo. Toliko lepo gre, pa nekaj preseneti. So zdajle po enih sledeh so šla, zdaj pa kar sledi zmanjkalo. Zdaj malo iščeva.
mimo podora izpred parih let, pa naprej. Zimska oznaka. Tukaj so malo v dilemi. Jaz mislim, da gre pot tlele gor bolj desno, čeprav prav vabi ke v levo, no. Ampak po mojem gre tukaj gor, no, pa pridemo do razpotja, ke pol pelje na planino Ovčarija. Markacija velikanka. Ne, levo. Končno spet malo sončka, pa na razpotje so prišli, ki sem ga že prej omenil. Tole pa Dvojno jezero. Desno gor so Zeljnarice, tamle naprej, tukajle so Tičarice, levo je pa Lepo Špičje, pa Koča pri Triglavskih jezerih. Med drugim so prišla tukaj tudi na Triglavsko zimsko magistralo, ke več ali manj delajo turni smučarji, in tole so sledi turnih smučarjev. Gre pa ta magistrala smučišča Vogel na Komno, pa pol tukaj v dolino Triglavskih jezer, na Prehodavce, čez Hribarce, dol v Mišeljsko dolino, gor pa gor na Kredarico. Skok na Triglav ni obvezen, pa pol sestop dol v Krmo. Dobrodošli na Koči pri Triglavskih jezerih. Malo za idejo, koliko je snega. Tega je sicer kar nekaj napihalo, ampak vseeno. Tukajle bo pa najina prva današnja malo daljša pavza. Malo bo treba popiti, pa tudi kaj se bo pojedlo.
Preden gremo naprej, gremo pa pogled še tole, kar ne bi bil bivak tlele, sam če sploh ta spodnja vrata se ne da odprti, do ta zgornjih pa ne moreš priti. Se ne moreš sploh odprta, ne. Model, pa to se cela vrata odprejo, ne vrata. Aja, prav štok. Dej si nauke podrl ti na glavo. Glih ne bi tlele želel spati. Nekaj vas je mi pisali pred zadnjih mesecih, kako je kaj s tem bivakom tle, no, oziroma tle na koči pri Triglavskih jezerih, pa sem takrat tudi rekel, da kakor se spomnim, ene 2 leta nazaj ali pa 3 leta nazaj sem ga gledal, pa je bil že grozen, ampak sem vsem rekel, pejte raje na prehodavce in ne bi tlele. Vode je nekaj tlele. Tudi tole umetno jezero je skoraj čisto prazno. Ja, kot ste verjetno opazili, sva se odločila, da gre kar naprej na prehodavce. Pa pol verjetno skozi dolino za Kopico nazaj oziroma proti Stari Fužini. Čisto sva svobodna. Hodiva, kjer nama srce poželi. Prav žurka je. Turnih smučarjev gre kar nekaj. Sledi čevljev pa ni videti. Ojej. Treba je tole še enkrat posneti, ne? Tole zdaj naravnost je pa kal. Najnižji 2000 v Julijcih. Počasi prihajava do ledvičke, se pa tukaj med Dvojnim jezerom pa ledvičko praktično ves čas hodiva po meliščih pod tukaj pod Kopico, da pa zelnarce prihajajo. Tukaj so tudi turne smučarske sledi, pa jim kar slediva. Ena taka zanimiva skala, tukaj pa zdaj ledvička oziroma jezero v ledvički. Evo ga, največje in meni tudi najlepše Triglavsko jezero. Še posebej lep pogled je pod tamle gor. Še en pogled nazaj. Tole pa še pogled naprej. Čist levo je Vodnikov vršak, potem tale naravnost, ne vem kva je že, ampak za njem je Kanjavc, pol tale sedlo, tam so Hriberce, tole so pa vršaki ali pa vršaci. Tole gor je pa zelnarca. Ko se pa sonce pokaže, čisto druga zgodba. Kar dobro, ne. Ker gor so namenjena. Tole sem rekel, so vršaki. Pa luka v smer prehodavcev gre zdaj. Tukaj pod nama je zeleno jezero.
Mi da si pa malo počitka prišla. Pa zmenila se bo, kam greva. Sicer so mi ljubši odlično datli, ampak tudi teli bojo super, kaj jih je Luka kupil. Ker so tvoji doma. Malo sva se sedela tlele. Je tak prijeten sonček, zdaj se pa malo skriva, pa malo kaže. So ugotovila, da bo treba iti naprej, no. Ampak se nekakor ne premakneva. Kaj ti praviš, Luka? Se mi malo in zdaj naprav ne da iti naprej. Ja, tukaj gor bova drugače pičila po enem žlepku, ki tudi ne zgleda, ne vem koliko strm. Mislim, da ne bo problema. No. Ajde, gremo počasi. Kljub temu, da se nama malo ne da, greva. Pogled proti Pihovcu, zadnji je Razor, spredje je Planja, koča na Prehodavcih, Zasavska koča, zadnje pa še Prisojnik. Tukaj spodaj je jezero pod Vršaki, mi da bo pa tlele gor urezala, pa kele za Kopico. Se dol se pa niti ne vidi strmine, da mora razgled pogledati. Krple svoje sem zadnjič malo zlomil in tole so moje nove krple, ki sem jih v Hoferju kupil in sem jih mogel včeraj malo preštimati. Tole pa tukaj sem malo preuredil, zato da so mi dosti veliki. Oni so bili samo do 48 številke, jaz pa rabim še kakšno številko več. In sem zrihtal, oziroma sva z Dušanom, s fotrom zrihtala, da je tudi zame prav. Saj ne, da jih bi bilo treba gor dati, ampak da jih vsaj sprobam. Če sem se že včeraj toliko časa, 2 ure sem se hecal, oziroma sva se hecala, da so jih zrihtala. Drugače pa tamle za Lukatom so Mojstrovke, čist levo je pa nad Lukatom je pa Jalovec. Se kar malo udira. Zdaj sem zahodu bršil, kar podiral po tleh. Mogoče ni toliko neumen, da sva jih gor dala, ne? Tle bi šel po mojem do pasu, brez krpelj. Odpirajo se nova obzorja. Pogled nazaj. Tale se pa tudi že Kanjavc pokazal. Gledaj, še semle pa en razgled, pa v globoko konto, pa proti planini Las. Tak je zdaj plan. Selfie z vrha. Luka je vroč. Moji prvi 2000 letos. Tlele sva zelenene 2 jurja 100, kaj tazga. Ja, 2 jurja 120. Ja. V glavnem, lep razgled. Greva pa, kje? Dolina za Kopico je pa kje. Tole za Lukatom so zelnarce, pa lepo špiče. Potem smo rekli Jalovec, pa zadnji se tudi vidi greben Mojstrovk. Ne, pardon, Ponc Martuljških, pa Mojstrovke spredi. Pa potem Prisojnik, tale spodaj dol je Zadniški vzebnik, Planja, Razor, Pihovc, tamle zadnji je Stenar, pa za njen desno se pa verjetno že Škrlatica vidi. Tukaj so Hribarce, pa Vršaki.
Pa greva. Greben Voglov, globoka konta in smer najne poti. Po tej globoki konti sem se pa do zdaj samo dvakrat potikal, pa še to seveda z Janezom. Prvič pa pozim. Je pa tle sigurno raj za turne smučarje. Eden zadnjih resnih vzponov. Tukaj sva pa polet šla z Janezom gor proti Vršakom. Tudi ful luštnatura. Jo bom dal v opis. Zdaj, ko pa Lukata čakam, se pa lahko pozdravim po dolgem času vse gledalce TV Exodusa, pa babi Minko. Lepo je, da nas spremljate in hvala. Hkrati pa bi rad vsem, ki ste drvali na platformi Buy Me a Coffee. Zdaj trenutno zbiramo denar za novo kamerco. Sicer sem napisal, da bomo za tole 4, se pravi novejšo izvedbo telekamere, ampak se malo poigram z idejo, da bi akcijsko kamero kupil za kakšne take posnetke, kjer tale kamera ne pride v poštev, tako da ne veš, ampak v glavnem zbiramo denar za to kamero na platformi Buy Me a Coffee. Tudi link dobiš spodaj v videu, pod videom. Se pravi, hvala najprej vsem, ki ste kdajkoli drvali. In v zahvalo bomo tudi malo gledajte sporočila na mail ali pa pač na platformi Buy Me a Coffee. Bomo naredili piknik enkrat v maju oziroma konec maja. Malo spremljite, pa prijavite se, pa pridite se z nami malo poveseliti, malo podružiti. Luka, kje bomo imeli piknik, daj povej? Pri Špeljci. Ja, V Hunica. pred peklom. Pred peklom isto kot lansko leto. Ja, saj lanskrat ne veste, kje smo imeli. A ne. Ne vem, mislim, da ne. V glavnem bomo tudi posneli, pa šli bomo skozi pekel, pa pasulj bomo skuhali v vojaški prikolici, pa še kaj bomo prigriznili, malo bomo nazdravili. Tako da vsi z platforme Buy Me a Coffee kar poglejte. Če pa hočete biti vabljeni, pa lahko darujete, pa ni treba glih 5 evrov, dajte 10, 15, 20. Letko. Seveda. Aj, gremo naprej. Spet nova obzorja. Kakopak. Treba izkoristiti teren za snežne radosti. Isto drsi. Pa ni fejs, če noter padeš. Kaj štuhec? Sem te prehitel. Spodaj se že vidi planina Las, mi da pa bomo enkrat tlele dol, se temu le reče konjske police. Mogoče ne. In prehitel bom Lukata! Najne krpeljske avanture je zaenkrat konc. Sva se dala v čevlje, ker tukaj dole je prestrmo za krplje. Pa tudi porit ne bi šlo prehiter. Zadnji pa že planina Las. Ker nisem letos nič smučil, imam vsaj zdajle malo priložnosti se peljati.
Drugače ni niti šlo. Ja, zdaj sploh ne znamo hoditi, ker so po tolikem času prišli nazaj na kopno. Dajmo pa malo lovljenja tlele po hosti, ampak sploh ne dvomim, da nova prišla do planine Las. Midva pa Zajček. Dobrodošli na planino Las. Po ograji se zelo lepo vidi, koliko je tle še snega. Kar kakšen meter. Je pa tle na planini Las, tam je tudi sirarna, se da sir kupiti, drugače pa tukaj ovce, na ovce pas lama. Če pridete sem s psom gor, se paste, ker ga bo lama, ker ne bo prijazna do njega. Malo bo dotočila vodne zaloge, je pa za pričakovati, da je zelo topla. Eden lepših pogledov na planine, oziroma na kjerokoli planino. Še eno razpotje, in da gre po Cagovcu proti planini Blato, ampak ne čez do nje. Malo pred planino bo desno zavila proti planini Vogar. Spodaj je planina Blato, tamle Bohinjska Bistrica, midva pa še te zadnji del Cagovca. Prav neverjetno, kakšno opustošenje je tlele. Oba se strinjava, da tale sneg te kar izčrpa. Tako je zelo. Ja, spet težki čevlji. Vogar, baje da 1 ura. Upam, da malo manj. Je bo treba še eno pauzico narediti, ne? Odšla je energija. So se pa glih zdaj pogovarjala, da je kar malo grdo. Ko ima še okoli 2 uri pa pol, sva zračunala, da imava do avta, če malo stopva. Ponovadi pa, se pravi, občutek, imam pa kot da, saj sva že tle, ker ponovadi tle na planini Blata štartamo in je občutek, konc ture, ne. Ampak je še kar lep kos poti pred nama. Da je treba pa še nekaj cajta po cest. Je pa zdrsnil. No, v glavnem, po cest moramo še nekaj cajta. Parkirišče na planini Vogar, mi da bo zdaj tlele kar naravnost. Tole umetnino je treba pa prav posneti. Vsa čast, ti smo kaj tole naredil. Planinski dom Vogar, 1050 metrov. Torej bolj malo pod 1000 metri. Tukaj le 5 minut od doma je res lepo razgledišče, ampak sem bil že 2-krat na njem. Delo se nam pa malo ne da več hoditi, tako da ne bo šla kaj. Lahko pa pogledate tisti video. Nisem videl, tako da ga bom naslednjič. Boš video pogledal. Ne obljubam, ampak bom šel pa pogledati. Razgledišče na Vogarju in pogled na Bohinjski srček. Pogled v Zgornjo Bohinjsko dolino
Kele proti Bohinjskim oziroma Soriški planini, pa južni Bohinjski greben, Ribčev las. Tam na gori pa smučišče Vogu. Kljub temu, da je na tem razgledišču res ful lepo, naju čaka še en kos poti in je treba naprej. Sitek že na bližnjici, ampak zdaj sva naumila, da bo kar tukaj dol počla, pa bo še svojo bližnjico našla, da ne bo čisto do Stare Fužine hodila. Edina naloga, ki jo imava, je, da obideva Robide. Super je, ven sva sta hudga. Evo, kot zanimivost, tamle je prišel padavc, ki sva ga gor srečala, tako da dejansko isto smo hitri. Sicer oni imajo gor samo ruzak, njega še ni bilo, ampak smo tam. A misliš, da je res ta isti? Ja, oranžna čelada. Aha, pa res. Tak črno-oranžen ruzak. Očitno, da ni prav ploven, da je to hitro dol pikiral. Tale najna potka pa kar noče prije do jezera. Nekaj trnov je, ampak vseeno bo našla prehod v jezero. Luka pravi, da se bo tle not vrgla. Boli. Jaz sram se kvogum. Tale pa mrzla, kot psej. Fuck. Samo moraš pa priznati, da kljub temu, da je bila mrzla, kot pes, da je pasala. Ne? Po 10 urah hoje sem vseeno mislil, da mi bo mičkam bolj pasala. Mrzla je bila res kastrela, ampak zdaj sem srečen. Ja, Zdaj, ko sem oblečen, sem spet pogumen, da bi šel vse. Ja, sploh ni bilo to hudo, ne? Zdaj pa končno prihajava na konec jezera. Tele verjetno še na zadnjih fur gondole na Vogu oziroma z Vogla. Še malo, pa bo prav to. A se nama vidi ta zadovoljen obraz, nasmeh. Ima še 5 minut do avta. Počakajte na zaključek. Stop na Komarčo in najin krog je tudi uradno zaključen. Pero, pa tle je. A nismo ga cel dan iščeva. Ona je pa tle čaka. Zdravje. Luka je rekel, da bo uvod naredil v zaključek. Zdaj je jih tako obdobje, da se malo norce delajo z dizlom z nas, ampak
Zdaj sem vsem hvaležen za avto, ker s kolesom pa ne vem, če prišel do doma. Bi dol do Ribčevega laza, oziroma do Ukenca bi prišel. Jaz sem res utrujen. Ne zgodi se velikrat, da sem res čist na meji, ampak današnji dan je bil nekaj takega. Tale sneg je čist spremeni situacijo. Ne? In toliko cajta na snegu, tako kot se reče, tudi gozdarji, tudi tura, kar zelo konkretna, kako se reče, nekaj čez 2000 višincev. Ja, 32 km nekih dobrih. Ja. Tako da vse skupaj smo bila dobrih 11 ur na poti. Ja. Je pa markirana, pa mislim, da je sicer ne čista, ker sem malo spremnila, ampak mora biti tam okoli 13 ur. Mislim, da je markirana 13 popolniki tazgano. Ampak je pa kar lepo bilo. Ne? Meni začetek je na Komarčov res lepo. Mogoče res tako kot opozarjanje, previdnost. Ni odveč. Ostalo pol tam do jezer, če v grobem zdaj pomislim, se je to itak en konček bilo. Ni bilo tako zelo posebenega, ampak pol pa gor sneg, od tam, ker smo imeli selfie z vrha, se je pa una ravnina, kar vlekla, mislim, ful zanimiv. In kar je meni dal zelo zamisliti, sej ni skozi bil klanc dol, je bilo malo gor dol, ampak srednji česar ste bili dve ogromni pač brezna. Tako da za turne smučarje mora biti pa to res neugodna situacija. Tako da jaz kaj tazga. Ja, tam so kar niso šla mi brezen, ampak so šla nazaj, pa so drugo pot poiskala, ker tam, če bi zdrsnil, mislim, če bi šla tam, bi mogla cepine ven vzeti, ne, da slučajno, če zdrsneš, da se pa mogoče pa vsem lahko ustaviš. Danes sem imela ene par dobrih odločitev, kako bi rekel, gorniških odločitev, tako da... Tudi to, da so se pori dol pelala, ti so tudi dobre bile. Jaz sem zmeri skrbili mičkan kao gledati, če bi bil kamen. Vse bi bil prepozen, ampak sem bil pozoren. Ne, ampak tudi, sicer so mi hlače premočile, ampak do dol, do kopanja sem imel že suhe spodnje hlače, tako da sem jih pa lahko še enkrat zmočil. Ne, drugače Pero, bravo. Lep krog, res je lepa Slovenija. Vse jaz to vem, ampak vseeno kdaj pozabim. Prvič, oba so šla prvič po zim čez celo dolino Triglavskih jezer, Luka pa sploh prvič šel čez celo. Ne? Ja, jaz, če ne bilo Petra, sploh ne bi vedel, da so jezero tam. Ja, on bi sam okoli Bornice poznal. pa Žirov, pa Gradišče. Ja, pa Gradišče. Kaj, imaš še kaj zapovedati? Kaj je bilo še kaj tazga? Ne. Nismo nobenega niso srečala, prav šele gor na Vogarju so prvega srečala. Tako da... Ja, tam po 9 urah, ampak ok, Vogar je pol itak že bohin zraven, pa je, pol sva tudi še padalca, pa dva, ki sta šla počivati. Tako da to se je nabral, prej pa res 9 ur nobenega, tako da kje ste bili? Ja. Ne vem, kaj. Po mojem so vse povedali. Ja, sam še 6 ur vožnje do doma. Ja, malo manj. Če še spavke vmes. Pero mi je zdaj dober zajtrk naštel. Mislim, zajtrk je bil... Za hidracijo. Zdaj lepo do beste. Jaz sem bil tudi malo suh, malo več bi lahko pil. Jaz sem mu za malco za na konc naštimo, on mi je pa malce za vmes med potjo naštimo. Ja, gre. Vsak nekaj. Zdaj se pa že kar dolga, 4 minute pa pol tale zaključek. Ajde, lepo se mejte. Pa radi se mejte, pejte v naravo, uživite, pa kmalu se vidimo. Zdaj objemite zdaj enega zraven. To. Ajde. Čau, bav.